Da bi izredne razmere v živalskem vrtu kar se da normalizirali, so se morali oskrbniki prebijati čez številne ovire. V službo so jim pomagali celo gasilci. Padlo je okrog 100 velikih dreves, nekaj 10 kubikov drevja, vejevja, tako da so neprehodne vse poti v zgornjem delu živalskega vrta. V severnem delu so poškodovane vse ograde, zaradi česar vlada kritično stanje. Podrta drevesa so pot na prostost odprla volkovom in risom. Zaenkrat so risi še v svoji ograji. Videli smo risinjo, ki je na svojem najljubšem drevesu. Samca danes še niso videli, a upajo, da je zaradi slabega vremena ostal v brlogu. V zgornjem delu so praktično poškodovane vse ograde, to se pravi tudi muflonov, kozorogov, tako da tudi te živali bi teoretično lahko zapustile svoje ograje. Odprtine na ogradah so prelili s tekočino neprijetnega vonja, da bi živali odvrnili od raziskovanja ostalega dela Ljubljane. A fizično jim odhoda ne morejo preprečiti, saj se drevesa še vedno lomijo, ograde pa se podirajo ena za drugo. Če boste izven ograde opazili kakšno neobičajno žival v živalskem vrtu, prosijo, da to nemudoma sporočite na telefonsko številko 112. Na težke vremenske razmere se vsaka žival odzove drugače. Kamele so denimo navdušene nad žvečenjem poledenelih vej, padajoče drevje pa je veliko več stresa povzročilo slonici. Slonica Ganga težko reagira na te močne zvoke in to pokanje je zelo motilo in ni hotela jesti in glede na to, da je občutljiva dama, nas seveda za njo malce skrbelo. Oskrbniki, ki so na nogah že več kot 24 ur, si želijo, da bi se stanje čim prej umirilo, živalski vrt pa bo še vsaj en teden ostal zaprt.